Polde Bibič, igralec. Kako bi bilo mogoče doslikati podobo o Hamletu, če bi vanjo hotel zajeti še vsa nepreštevljiva doživetja gledalcev, ki so vsak po svoje, vsak iz svojega trenutnega razpoloženja, videli Hamleta v upodobitvi neskončne vrste igralcev v neskončni vrsti večerov. Vsak gledalec ob istem času, na isti predstavi, v istem gledališču, istega igralca doživlja po svoje in drugače od gledalca na sosednjem sedežu. To dokazujejo zapiski v predstavah. Opisi ali ocene igralskih stvaritev so si tako različne, včasih celo nasprotujoče. Kakor drevo. Drugače doživlja Hamleta politik, ki je izgubil na volitvah, drugače mati, ki sina v nekem daljnem mestu preganjajo oblasti, drugače doraščajoči mladenič, ki sta se mu starša razšla. To so skrita doživetja. Človek jih zadrži večinoma zase. Tudi sram ga je skrivnosti, ki se skrivajo v njem. Boji se jih. Brez Shakespeara ne morem, kot da je povedal vse o gledališču, življenju, svetu. Recimo mišnica iz Hamleta, ki sodi v abecedo dramaturgije. Prizor, ko igrajo pred kraljem dogodek, ki močno spominja na njegov zločin. Kralja prizor tako pretrese, da Hamlet s tem dokaže kraljevo krivdo. Verjetno se vsak gledalec v gledališču kdaj sreča svojo mišnico. Takrat igralec ujame njegovo slabost v past. Morda prav zaradi tega mnogi odklanjajo gledališče, zaradi strahu pred gledališčem, pred njegovo mišnico. Moja mati ni pogosto zahajala v gledališče. Kadar pa se je odločila za teater, potem je to bila komedija. Tipičen predstavnik slovenskega občinstva. Ko so v Mariboru predvajali Olivierov film Hamlet, je ta napravil name vtis, kakršnega doslej ne v kinu, kjer smo gledali samo sovjetsko herojstvo ali ameriško sladkobno limonado, ne v gledališču, ki je bilo še precej socrealistično propagandno, zle pa nisem mogel doživeti. Bil sem dobesedno bolan od navdušenja, pretresen od veličine Shakespearjeve in Olivierove umetnosti. Nikakor se nisem mogel sprijazniti z mislijo, da bi to veličastno dejanje človeškega duha šlo mimo moje matere. Zaradi tega sem porabil precej truda, da sem jo z nepopustljivo trmo pripravil, da je šla v kino Partizan in si ogledala film. Vendar mi mati ni bila hvaležna. Dolgo mi ni odpustila, da sem jo poslal gledat film, ki jo je tako vznemiril, jo tako pretresel, da se je ponoči v solzah prebujala, da je nesrečni Hamlet ni zapustil niti ob tovarniških strojih, skoraj zbolela je. Hamlet je bil preveč za njeno srce. Moja mati je bila občutljiv človek. Mogoče je pri Hamletu doživela svojo mišnico. Oče je zgodaj umrl, mati se dolgo samo iz obzirnosti do mene ni hotela poročiti, ko pa se je, sem bil že v puberteti. Odnosi med mano in očimom so bili napeti, včasih celo sovražni, podobno kot v Hamletu. Tako so najbrž odnosi med Hamletom, njegovo materjo in njegovim očimom premočno vzbujali moji materi primerjave z našimi odnosi. Ne morem reči, da sem zavestno tako vztrajal, da si mati ogleda Hamleta, da bi z njegovo pomočjo opozarjal na stanje v naši družini. Ne morem pa zanikati, da nisem bil podzavestno le majčkeno pubertetniško maščevalen. Vsekakor pa je pri mami takrat na svoj način učinkoval film in z njim umetnost igralcev, kot mišnica. Ko sem se pozneje pri študiju srečal s Hamletovo mišnico, mi ni bilo težko razumeti njenega psihoanalitičnega učinka. Koliko stvari, ki smo jih imeli za odkritje nečesa novega, kakor so na primer razna gledališča krutosti, terapevtska gledališča, psihodrame in kdo bi vse našteval, je že poznal naš dobri stari Will. Nekoč sem sam preizkušal mišnico, ko sem igral monodramo Pavla Lužana Živelo življenje Luka D. S to igro sem nastopal samo po gostilnah.
Poskus igrati v gostilni je na Slovenskem sicer opravil že Levstik, ko je v gostilni v Velikih Laščah igral Junteza. Let je bil torej že prebit. Toda do današnjih dni se je to že pozabilo. Mnogi mojih kolegov so se prav zgrozili, ko so pomislili, da bi igrali v gostilni, pri točilnici, pa med mizami, za katerimi ljudje jedo in pijejo. Moram priznati, da nisem imel nikdar take treme kot pred svojimi oštarijskimi predstavami. Še preden so gledalci prišli v sobo, sem že sedel za mizo. Gostje so prihajali. Posedli so tudi za mojo mizo. Začeli so jim streči. Kdaj se bo predstava začela, je bilo odvisno od mene. Ko se mi je zazdelo, da je primeren trenutek za začetek, sem planil izza mize, kriknil in začelo se je. Najhujše je bilo začeti. Kolikokrat sem si rekel, zdaj bom, pa sem si spet premislil. Včasih me je imelo, da bi kar odšel. Toda izkušenj sem si pa nabiral. Predvsem izkušenj v kontaktu s publiko. Bliže igralec ne more biti občinstvu, kakor v gostilni. Z gledalcem si gleda iz oči v oči. Premiera Luka D. je bila v klubu kulturnikov pri Mikiju. Med gledalci je bil tudi Ahac Pirjevec. Glasno se je zabaval nad natančnostjo, s katero je Luka svoje življenje opremil z letnicami, kdaj se je kaj zgodilo. 903. sem se rodil, 904. sem spal kar v predalu in tako dalje. Ob vsaki letnici kakšna dogodivščina. Ko sem v samoti s pomočjo Iztoka Torija pripravljal monodramo, še nisem vedel, kakšna čudna resnica se skriva za naštevanjem letnic. Pirjevec mi je na premieri s svojimi odzivi na naštevanje letnic pomagal spoznati, kako učinkovito se da izrabiti kronološko plat monoigre. Besedilo smo seveda na nekaterih mestih črtali, zato so nekatere letnice izpadle. Ahac je pri priči glasno protestiral in hotel zvedeti, kaj sem zamolčal. Tako sem začel s prvimi improvizacijami, ki so postale pozneje značilnost igre o Luki D. Tisti večer se je začela soigra z Ahacem. Ahac je s svojim vključevanjem v igro precej prispeval k vzdušju predstave. Publika je ponavadi, predvsem v Ljubljani, zelo vase zaprta, boji se sodelovati z igralci, še smejati se ne upa prehodu, da si ne bi kdo kaj mislil. Če pa kdo, kot takrat Ahac, predre jez zaprtosti, se tudi drugi sprostijo. In Ahac je na premieri Luke D. zbudil občinstvo. Meni je to seveda zelo pomagalo. Občinstvo je moje pripovedovanje Lukove usode začelo zanimati, sam pa sem imel subjekt, na katerega sem lahko usmeril svojo igro, tako da se je monolog razrahljal in postajal dialog. Zdolgovezil se mi je malo moj uvod v to, kar hočem povedati, kako sem preizkusil mišnico z Ahacem Pirjevcem. Luka pripoveduje tudi o svojem življenju med drugo vojno. V enournem govoričenju o vsem mogočem posveti Luka vojni komaj minutko pripovedi. Ljubljanska televizija, na primer, prav zaradi odstavka o vojni moje monoigre ni hotela posneti. Da je Lukov mlačni odnos do NOB žaljiv. No, Luka pripoveduje o vojni takole. Ampak kaj vse žalostnega se zgodi? 41., 42., 43., 44. in 45. leta, vsak dan, sem bil doma. Si moral vsak dan misliti, kdaj bo kdo prišel pote, kdaj te bo zaprl ali pa kam odpeljal, kdaj te bo kakšen ubil s kroglo ali pa s kakšno drugo rečjo, je zelo nevarno, kdaj te bo kakšen. Predstava je že kar dobro ogrela odnos do Ahaca. Njegovi odzivi so postajali vse živahnejši. Ahac me je zezal, jaz sem se pa izmotaval. Ko pa sem začel z 41. letom,
Letnice sem govoril v daljših presledkih, 41, potem molk, 42, spet molk, 43, dolg molk. Leta sem izgovarjal trdo, krčevito, kakor bi padale težke sohe. Padanje pa tišina naj bi zbujala asociacije na tista leta. V tišinah med letnicami sem se odločil, da bi poizkusil ujeti Ahaca v mišnico. Takrat se je samo še petalo, danes se že piše o Ahačevem partizanskem vojvodstvu. Jože Javoršek, Lojze Kovačič v prišlekih. Partizani ga niso marali. Bil je menda silno mračen partizanski oficir, za drobnarijo naj bi ustrelil človeka. Govorili so, da jih je mnogo. In ko sem takrat igral Luko, me je zanimalo, kako bo Ahac reagiral, ko bom govoril o streljanju. Šel sem k njegovi mizi in vojni odlomek govoril samo njemu. Gledal sem ga v oči. Počasi, poudarjeno sem mu govoril, kdaj te bo kakšen ubil. Potem sem molčal, ga gledal v oči in si mislil, je res, kar pripovedujejo o tebi? Potem sem rekel, skroglo. Stavka o streljanju nisem na nobeni predstavi tako dolgo govoril. In še potem sem dolgo molčal in gledal Ahačeve oči. Seveda Ahac ni zakričal kot Klavdij v Hamletu, niti z očmi ni trenil. Resno me je gledal. Nič zbadajočega ni bilo več v njem. Če so govorice resnične, tega s svojim poskusom nisem dognal. Nikdar ne bom zvedel, če je Lukova zgodba o streljanju v njem vzbudila kaj kesanja, če se ga je vsaj rahlo dotaknila. A z mojo mišnico je bilo pač tako, da je sir izginil, mišnica pa je ostala prazna. Vendar pa mi je ta pogled v Ahačeve oči, moj poskus, da bi razkril, če je v resnici tako hladnokrvno ubijal, kakor so pripovedovali, pomagal ustvariti neko posebno napeto vzdušje. Ni vrag, da so v tisti tišini gledalci vsaj malo začutili tesnobo, ki jo zbudi spomin na krutost vojne. Mislim, da je to mogoče, da namreč igralec ob nekem trenutku, kar se da silno misli na neko doživetje, ki je podobno dejanju, ki ga igra, in tako doseže kar najbolj gosto vzdušje, kar najbolj močno doživljanje gledalcev. S tisto svojo improvizacijo notranjega dogajanja sem si pomagal ustvariti konfliktno situacijo med dvema osebama. Lukom D., likom iz Lužanove monoigre, in Ahacem Pirjevcem, ki je živ sedel med gledalci. No, Ahac Pirjevec bi bil z vsem svojim življenjem resničnim in izmišljenim imenitem dramski lik. Vsak igralec bi bil vesel, če bi ga zasedli v tako vlogo. Moji zapiski so nekaj povsem neobveznega. Utrinki, ki se v trenutku pojavljajo in izginjajo. Domisleki, ki se prižigajo in ugašajo. Brez dokazov, brez utemeljenih spoznanj. Plod neobremenjenega čutenja v trenutkih najbolj sproščene intimnosti, ki si namesto resnice lahko privošči nekakšno samo svojo para resnico. Rad bi, da bi se mi kdaj pa kdaj posrečilo zbrati toliko poguma, da bi govoril o najbolj skritih stvareh. Vem, da mi ne bo uspelo odpreti igralčevih jeter in srca, pa posvetiti v zadnjo celic njegovega tkiva. To je tako nemogoče, kakor je nemogoče okrasiti praznično mizo z ikebano sestavljeno iz kozmosa. Zato pa bom kramljal o igralcu, kakor kramljamo o čemerkoli ob prvem večernem mraku, takrat, ko začenja sveta odtekati svetloba. Ko se začenja okolica pogrezati v neresničnost, sence se daljšajo, raztezajo se dlje od konca, razpuhtijo se v mrak. Sveta ni mogoče več razločiti. V nerazpoznavnih oblikah ga samo še čutiš. Prežiš za stvarmi, ki jih lahko samo slutiš v temi. Sladka tesnoba človeka stiska v kot
in ga obenem osvobaja. Domišljija trga vezi, ki oklepajo človekovo misel čez dan, ko žari svetloba. Spomini se budijo. Sosed išče pri sosedu toploto. Klepet je veselo otožen, razposajeno zasanjan, izmišljeno resničen, trpek je in srečen. Takega klepeta seveda ne gre loviti za besede, neumno je terjati od njega utemeljitev, brez smisla iskati pri njem dokazov. Kar govorim predvsem iz doživetja slovenskega igralstva. Saj samo to poznam intimneje. Res pa je, da so tiste temeljne osnovne značilnosti pravzaprav pri vseh igralcih sveta podobne. Tu mislim na igralce delavce, proletarce, ne na zvezdnike. Igralec delavec, ki mu je igralstvo poklic, kruh, ki mu je igralstvo delo, ne cirkus, ki živi za delo, ne za škandale. Igralec delavec, ki se tolče skozi življenje in skozi gledališče. Ko sem nekaj časa moral opravljati pisarniška dela v gledališču, sem se srečeval tudi z ravnatelji moskovskih, dunajskih, pa seveda tudi jugoslovanskih gledališč. Tisti, ki so bili praktiki, ki jih je pri delu v gledališču vodila delovna izkušnja, ne filozofija, so se v gledališču poleg drugega naučili tudi gledališke psihologije. Praktične, ne teoretične. Pri vseh sem opažal poznavanje igralca do tako neverjetnih razsežnosti, da so zmogli naše igralce psihološko opredeliti. Samo bežno srečanje, tako rekoč le vljudnosten pozdrav, pa je bilo dovolj, da so vedeli vse o slabostih in dobrih straneh, o muhah in odlikah, celo o uporabnosti in nadarjenosti posameznega igralca. Prav malo so se motili. To pač ne bi bilo mogoče, če ne bi igralci z raznih koncev sveta kazali določenih skupnih značilnosti, poklicne deformacije. Seveda so razne podskupine, vodilni igralci, igralci, ki veliko igrajo, pa taki, ki redko dobijo vloge, ki igrajo samo majhne vloge, obsojeni igralci, pri kritikih priljubljeni igralci, ljubljenci občinstva, igralci, ki veliko igrajo pri filmu. Spominjam se Franja Blaža pri snemanju filma, v katerem je igralo precej beograjskih igralcev. Takrat je med slovenskimi filmskimi režiserji veljalo, da slovenski igralci niso fotogenični, da so njihovi obrazi na platnu kina mrtvi, da igrajo preveč teatralno. Zato so v slovenskih filmih igrali predvsem igralci iz Beograda in Zagreba. Ti so pri igranju za film imeli neizmerno več izkušenj, pa tudi manj svete spoštljivosti do igranja. Blaž se je igranju posvečal s skrajno predanostjo in poštenjem. Zgrožen in obupan je gledal, kako so njegovi bratski igralci pripovedovali šale in se zezali do zadnjega trenutka. Šele ko je zadrdrala filmska kamera, so nenadoma svoj smeh spremenili v tragične grimase trpečih zapornikov. Blaž me je spominjal na papeža Celestina, ki je bil tako neizmerno pošten, da ni mogel živeti med pokvarjenimi vatikanskimi politikanti. Kakor Celestinova čista poštenost, je bila tudi Blaževa predanost igri brez goljufije naivna. Kakor mi je bilo po eni strani zanj hudo, sem se le moral nasmehniti. Celestin se je v svoji naivni gorečnosti odpovedal papeški kroni, Blaž filmski slavi. Sam se je odpovedal slovenskemu filmu, ki je pripiral vrata slovenskemu igralcu. Ob tem sem se spomnil anekdote, ki jo je zapisal Oton Župančič. Pred prvo vojno so v slovenskem teatru igrali v glavnem češki igralci. Večina slovenskih igralcev je bila češkim samo v pomoč. Takrat se je Župančič čudil igralcu stranskih vlog, Slovencu Habiču, ki je tekoče govoril češčino. Kje ste se pa naučili češčine, gospod? Ga je vprašal. Ja, saj sem vendar že toliko let pri slovenskem gledališču. Čas je končno pripeljal slovenskega igralca na slovenski oder. K filmu pa mu je majčkeno pomagala televizija.
Ko so ljudje gledali na televiziji slovenske igralce in se jim še slabi niso zdeli, so začeli spraševati, zakaj na primer kake vloge ne igra slovenski igralec. Ampak takrat Blaža film ni več zanimal. Kakor se Celestin ni mogel navaditi na grešni papeški dvor, tako se Blaž ni mogel navaditi na površnosti filmskega dela. Samo še enkrat je poskusil pri filmu. Takrat je vprašal režiserja o značilnostih, psiholoških posebnostih, o odnosih osebe, ki naj bi jo igral. Filmskemu režiserju to seveda ne pomeni veliko, saj govori sliko, zato je Blaž odgovoril: ne seri. Večina igralcev bi odgovor požrla, pobrala honorar in si mislila svoje. Blaž pa je za vselej opravil s filmom. Ko bi Blaža videl Zajcev ali dr. Bej ali Riste Stefanovski, ki je čudežna posebnost jugoslovanskega teatra, bil je direktor enega gledališča z držema 29 let. Ko bi eden teh treh videl Blaža, bi o njem takoj rekel: ta igralec je igral pri filmu samo 3krat, prvič, zadnjič in nikdar več. Igralci katerihkoli gledališč, iz katerihkoli krajev na zemeljski krogli, so si podobni. Imajo lastnosti, ki jih delajo sorodne. Pred časom sem objavljal podlistke o igralstvu. Takrat še nisem prebral igralčevih izpovedi Lawrencea Oliviera. To sem v nekem pogovoru omenil Zvonetu Schädelbauerju. Jaz pa sem mislil, da te je prav Olivier navdihnil, je rekel. Čez nekaj dni sem dobil zavitek, Zvonetovo darilo, igralčeve izpovedi. Seveda sem knjigo prebral. Dalj, ko sem bral, bolj se mi je dozdevalo, da je Zvone obzirno uporabil besedo navdihnil. Mislil pa si je, da si to pri Olivierju prebral ali celo pobral. Toliko je podobnih stvari, občutkov, misli. Res bi lahko mislil, da sem prepisoval. Skoraj o vseh stvarih, o katerih sem govoril, sem bral pri Olivieru. O občutljivosti, o tem, kako igralec uspe zaradi svoje nadarjenosti, delavnosti, pa tudi in morda še najbolj zaradi sreče. Bral sem o smehu na odru. Celo naši vzorniki v profesionalnosti so imeli težave s smehom na odru, pa tudi provocirali so se. Saj je tudi v njih napetost, ki jo je treba včasih sproščati. Le kateri človek ne zapade trenutkom neresnosti. Zato gledališko provokatorstvo ni zločin, je samo ljubezniva hudobija, ki je možna samo med prijatelji. Kjer ni čistih odnosov, tam tudi provokatorstva ni, ne smeha, ne zafrkavanja. Tam hodijo ljudje brez besede drug mimo drugega. Tam je gola profesija, brez zanosa. Takim igralcem je tudi težko potegniti ljudi v vrtinec gledališkega navdušenja. Kadar v gledališču ni ustvarjalnih odnosov, kadar so krize, ko so razrahljani medsebojni odnosi, takrat si drug drugemu gledamo pod prste, se obešamo na zakonitosti in očitamo svojim zopernikom nezakonitosti. Zanimivo je, da povsod, kjer ni pravih medčloveških odnosov med sodelavci, vsi po vrsti ugotavljajo pomanjkljivosti samoupravnih aktov, nedoslednost statutov, nezakonitost pravilnikov, kadar pa so odnosi urejeni, so tudi akti v redu. Nihče se niti ne spomni nanje. In kadar so medsebojni odnosi urejeni, so ljudje lahko drug do drugega tudi ljubeznivo hudobni. Znak prijateljstva je navsezadnje tudi v tem, da prijatelju kakšno zagodeš. Nikdar nisem zameril Daretu Valiču šale, ki si jo je privoščil na moj račun. Nasprotno, zdi se mi duhovita in še zdaj se ji rad nasmejem. V Hlapcih sem igral komarja. V prvem dejanju sem moral z roba odra govoriti v smeri proti zaodrju, kjer so čakali nekateri igralci na nastop, med njimi Dare. Stal sem na robu odra in Dare je lahko stal tik pred mano, pa ga nihče iz dvorane ni videl. To je izkoristil, da se mi je postavil pred nos in se mi ljubeznijo smejal. Jaz sem mečkal Cankarjev tekst, stiskal zobe, grizel ustnice, se potil od premagovanja smeha.
Nič ni pomagalo. Smeh je zmagal. Ker se mi je zdelo, da svojo igrico ne misli prenehati, sem Dareta ves razburjen prosil, naj se mi ne postavlja več na tisto mesto. To, da ni fair. Na nastop lahko čaka tudi za zaveso, kakor drugi. Pri naslednji predstavi Dareta res nisem videl na tistem prehodu za odrom. Oddahnil sem si. Končno bom lahko v miru povedal svoj tekst. Komaj pa sem začel govoriti besedilo, je prilezla izza zavese Daretova roka in mi pod nos pomolila njegovo fotografijo. Hujše pa je bilo Daretovemu sorodniku in soimenjaku Aleksandru Valiču, ki spada med hude smejalce. V Goljevi otroški igri Princeska in pastirček je igral dvorjana. V pisanem kostumu, s katerega so viseli vse mogoči traki in trakci. V ne vem katerem prizoru je imel nepopisne težave. V igri so nastopali veterani. Skupina komičnih grajskih vojščakov, ki so z vragolijami zabavali gledalce, pa tudi Aleksandra Valiča. Med temi veterani so bili sami duhoviti provokatorji, kot Sovček, Sotlar, Šugman. Take so počeli, da se Valič, ki naj bi jim nekaj resno pripovedoval, ni mogel ubraniti smeha. Kadar je bilo prehudo in se ni več le smejal, temveč krohotal, je enostavno pobegnil z odra. Lepega dne pa so ga veterani neopazno privezali h kulisi. Za tako reč so bili pisani trakci na njegovem kostumu kot nalašč. Ko je bil privezan, so ga sprovocirali. In ker ni mogel zbežati z odra, se je še bolj smejal. Veterani so zmagoslavno odkorakali z odra, kjer je sam stal Aleksander Valič in se do solz nasmejal presenečeni publiki.